Pozdravljeni. Mnogi izmed vas ste me spraševali, kakšno je razmerje sil pred začetkom nove sezone svetovnega prvenstva Formule 1. Danes si bomo pogledali, zakaj iz razpoložljivih podatkov kakršne koli lestvice zaenkrat ne moremo še narediti. Verjetno je marsikdo izmed vas na raznih virih in v različnih analizah opazil lestvico, ki bi nekako lahko ponazarjala razmerje moči pred začetkom sezone 2022. Mnogi izmed vas ste me vprašali, kakšno je moje videnje, kakšna je moja lestvica. In priznam, da sem mnogim povedal, da iz danih podatkov kaj konkretnega ne morem sklepati. Namreč mnoge izmed vas tudi zanima, kaj je pravzaprav z tovarniško ekipo Mercedes. So res v težavah ali pa se samo malček delajo, da so v težavah? Težave imajo vse ekipe, ki temu so namenjena zimska testiranja, da se jih odkrije in seveda odpravi. A treba je poudariti, da sam se nahajam doma v Sloveniji in da dogajanje v Bahreinu je preveč oddaljeno, da bi lahko od tu z neko gotovostjo povedal nekaj, kar v bistvu ne vem. Zato se takim ocenam raje izognem. A danes vam bom predstavil moje videnje, moje mišljenje o tem, kako je treba interpretirati te podatke, ki so nam na voljo in ki so uradni, zakaj vsakršno sklepanje iz teh podatkov nam ne da razmerja moči in marsikdo bo videl, da konec koncev je situacija tako zamegljena, da bomo res morali počakati vsaj prvi in drugi prosti trening, da bomo nekako lahko začeli videti, kaj je na stvari. Zanimivo je, da v tem drugem delu zimskih testiranj smo videli izjemo pri ekipi Haas. Zaradi logističnih težav so bili prisiljeni izpustiti prvi del prvega dne in zato so lahko za 4 ure podaljšali testiranje v drugem in tretjem dnevu. To je izjemnega pomena za razumevanje drugih rezultatov. Namreč moramo biti nekako iskreni. Dvomim, da kdo izmed nas verjame, da je bil bolid ekipe Haas, tako z Kevinom Magnusenom kot z Mickom Schumacherjem, tako presneto hiter, kot so pokazali rezultati drugega in tretjega dne. V drugem dnevu je bil najhitrejši Kevin Magnussen, povratnik v Formulo 1. V tretjem dnevu je bil pa na drugem mestu Mick Schumacher. Oba sta dosegla najhitrejši čas po tistem, ko so vsi drugi s testiranjem že končali. In zakaj? Seveda zaradi spremembe vremenskih pogojev. Sonce je zašlo in temperature so se spustile. Spomnimo se, da smo v puščavi, kjer je temperatura asfalta, posebej čez dan, bistveno višja od tistega, kar naj bi bili, recimo temu, idealni pogoji. In sedaj, ukolikor pogledamo čas, ki ga je postavil Magnussen in čas, ki ga je postavil Schumacher, bomo takoj ugotovili, da med njima je približno sekunda razlike. In vsakdo izmed nas si bo pač rekel, Kevin Magnussen je malce, recimo temu, zarjavel, kajti več kot leto dni ni bil za volanom bolida Formule 1 in to je nekako razumljivo. Strinjam se, razumljivo je, ampak ukolikor ima Kevin tako zamudo, zakaj so bili v drugem dnevu vsi od njega počasnejši? Seveda, vremenski pogoji so mu pomagali narediti tako dober čas, ampak lahko se strinjamo, da tudi ostali vozniki niso bili tako hitri, kot bi lahko. Ukolikor pogledamo generalno lestvico, bomo takoj videli, da najboljši so svoje najhitrejše čase
postavili v tretjem dnevu. Seveda imamo izjeme, katerimi se bomo vrnili prav kmalu. Kot zanimivost bi rad vašo pozornost usmeril na stolpec, kjer so pri Pireliju nam tudi povedali, ob kakšnem dnevnem času so postavili najhitrejši krog. In kot vidite, vsi so ga postavili pozno popoldne, kar potrjuje, da nižja kot je temperatura, hitrejši so bili vozniki. Sedaj bomo skušali razumeti, kaj se pravzaprav dogaja pri tovarniški ekipi Mercedes. Mnogi pravijo, da so v ogromnih težavah. Tudi odgovorni oziroma Lewis Hamilton je dejal, da niso še v pravi formi za zmago. A prav Lewis Hamilton, gledano na generalni lestvici, ni bil med najboljšimi, oziroma, če smo pravzaprav iskreni, je bil med najslabšimi. Njegov čas je bil postavljen v drugem dnevu. Kaj se je na to dogajalo tretji dan? A je njegov Mercedes 2V13 imel takšne težave, da ni bil sposoben napraviti boljšega časa kot v drugem dnevu, ali pa je bil njegov program drugačen? Kolikor pogledamo samo rezultate tretjega dne, bomo hitro ugotovili, da Lewis Hamilton ni bil počasen, ampak odpeljal je ogromno število krogov. In to nam nekako lahko daje sumiti, da po svoje pač ni bil s tolikšnimi težavami, kot marsikdo lahko tudi sklepa iz raznih posnetkov. Seveda, skakljanje je bilo prisotno, ampak smo prepričani, da to toliko ovira voznike, kot nekateri trdijo. Namreč, če pogledamo na drugo skrajnost lestvice in primerjamo čas, ki ga je napravil George Russell, bomo takoj videli, da ni toliko oddaljen od tistega, kar smo videli naprimer pri Ferrariju. In zopet vprašanje, seveda gre za zimska testiranja, kjer nekaj desetink ne naredi velike razlike, tako kot bo prihodnjo soboto na samih kvalifikacijah. Pa vseeno, videli smo tudi nekaj zanimivega. Namreč pri ekipi Haas, čeprav so imeli več časa na razpolago, ne v drugem, ne v tretjem dnevu, niso napravili toliko krogov kot Mercedes. In že to je lep pokazatelj, da pri tovarniški ekipi Mercedes lahko niso v takih težavah. Namreč, kolikor bi bili v težavah, bi njihov bolid stal v garaži, kjer bi le te skušali opraviti. Gre za to, da številom krogov se zbira podatke, ki jih je na to potrebno interpretirati. Več kot se ima podatkov, boljši so tudi rezultati na simulatorju, kjer lahko tudi inženirji s svojim znanjem naredijo pravi del, brez da bi ga v resnici poizkušali na progi. Zato bo seveda čas na prvem, drugem in tretjem prostem treningu pred veliko nagrado Bahrein. Treba je biti tudi pozoren na pnevmatike, ki so jih rabili vozniki. Namreč na teh testiranjih smo videli vse mešanice plus poizkusno. Na sami dirki bomo videli tisto najtršo kombinacijo C1, C2 in C3. Zato bi lahko rekli, da po svoje sta bila najbolj zanimiva časa tista, ki sta ju napravila Lando Norris ter Valtteri Bottas. Namreč s tisto srednjo pneumatiko C3 v sredini izbora, da ne bo pomote, sta napravila čas, ki je po mojem osebnem mnenju primerljiv s tistim, kar so pokazali drugi s bistveno mehkejšimi mešanicami. Namreč C3 na prihajajoči veliki nagradi Bahreina bo tista pneumatika z rdečim napisom soft. Torej, sedaj smo videli, da rezultati, ki so pred nami, nam postavijo več vprašanj, kot da bi dali konkretnih odgovorov. Kdorkoli iz teh podatkov napravi neke lestvice, lahko špekulira, lahko izraža svoje mnenje, a nekega konkretnega razmerja sil, po mojem mnenju, ne more razbrati. Seveda, verjamem, da novinarji, ki so prisotni na progi, ki so v direktnem stiku s pravimi akterji, imajo boljše informacije, kot jih imam jaz.
to še ne pomeni, da jaz bom začel kar slepo od njih prepisovati in si nekako prisvajati njihovo znanje ter njihovo delo. Zaenkrat se ne počutim še toliko gotovega, da bi lahko karkoli rekel. A tisti, ki ste v kontaktu z menoj in smo že nekako debatirali, veste, da mene izmed bolidov zaenkrat je najbolj prijetno presenetil McLaren. Nisem dobil še kakih konkretnih odgovorov, ali imam prav ali ne, a menim, da v letošnji sezoni bodo naredili zopet korak naprej. Pri drugih, priznam, tavam v temi. Ne vem, ali so hitri, ali se bodo pokazali samo za hitre na zimskih testiranjih. Za danes, za odgovor na to vaše vprašanje, bo to vse. Hvala za vašo pozornost in seveda nasvidenje.